V studiu Radia Robin lepo pozdravljam novopečenega župana mestne občine Nova Gorica, Samo Turel. Dober dan in še enkrat čestitke. Dober dan, dober dan. Hvala, ker ste si vzeli čas tudi za poslušalce Radia Robin. Je bilo naporno včeraj še dolgo v noč? No, včeraj je bilo predvsem veselo, navdahnjeno, polno energije. Poveselili smo se, razelektrili, sprostili, tako da ja, zelo fajn je bilo. Kampanjo ste ocenili kot kar precej naporno, ne? Čeprav korektno. Kampanja je bila intenzivna, na momente temperamentna. S kolegom Miklavičem sva se nekajkrat tudi sporekla, vendar ves čas brez nizkih udarcev, korektna, argumentirana, tako da tudi s tem sem zelo zadovoljen. No, kot sem povedala na soočenjih, prejšnji teden je bilo pričakovati, da bo Nova Gorica dobila 47-letnega župana, rojenega konec maja, na tako rekoč dan mladosti, lahko rečemo, imate rojstni dan. Pa najprej, če se ustaviva, kako ste pa doma sprejeli novico, vaši najbližji, imate 2 otroka, žena in otroci torej? No, žena mi je ves čas stala ob strani. Otroci so mi pa danes zjutraj napisali na tako lepo sporočilo, me je čakalo, ko sem se zbudil, da so se res malo orosile oči. Nekako tako v smislu, da mi na novi funkciji želijo, da bi se tako dobro odrezal, kot se odrežem kot tata vsak dan. Tako da res lepo. Odlično. Najprej sedaj v te vaše prve naloge. Danes je vaš prvi dan županovanja. Nahajamo se v tej mebloconi, ki ste jo izpostavili kot tisto ključno oziroma kritično, kot eno izmed prioritet. Česa se boste torej najprej lotili? No, ni še moj prvi dan županovanja, morajo se izteči še vsi roki in potem na ustanovni seji se bo potrdilo mandate. Prva naloga, ki smo si jo zadali, je začeti reševati industrijsko cono Meblo. Tako da tam bomo se zorganizirali, pripravljen sestanek, na katerega bomo povabili vse deležnike, videli, kje smo in začrtali pot, kako naprej. Tu se zadeve vlečejo že kar precej časa, obenem pa mestna občina, vemo, nujno potrebuje zemljišča oziroma za širitev poslovnih con. To je kar precejšen trn v peti, nenazadnje smo sedaj po ne vem koliko letih, mislim, da po dobrem desetletju in še več, dočakali novo poslovno cono, ki še ni čisto zaključena. Torej, na tem področju boste najprej usmerili vaše moči? Ja, ker štejem, da je to ključno področje za razvoj mestne občine Nova Gorica. Če bo gospodarstvo zadihalo, dobilo prostor, potem verjamem, da bo tudi vse drugo šlo z roko v roki s tem. Industrijska cona Meblo je žal, vsej dobro veste, prostore imate tukaj na določenih koncih prav eno degradirano območje, tako da tu je treba res rešiti ta vprašanja infrastrukture in cest in verjamem, da bo potem vseh koliko približno 70 podjetij in podjetnikov lažje zadihalo, našlo svoj prostor. Res je, tudi vzhodni del cone se zdaj prodaja, se gradi. Upam, da bojo vsi ti prostori hitro postali premajhni, kar pomeni, da bo gospodarstvo res zaživelo in se začelo razvijati in da se bo potrebno razgledovati tudi bližje avtocesti, pa tudi na skrajnem zahodu industrijske cone Meblo, te bivše, je še nekaj prostora za širitev poslovnih dejavnosti. No, preden se posvetiva temu res velikemu projektu, ki čaka mestno občino Nova Gorica in je tudi, bomo rekli, tako ena velika priložnost za sam razvoj mesta, namreč Evropska prestolnica kulture, pa še čisto na kratko o teh povolilnih povezovanjih oziroma obrisi koalicije so bili znani že pred samim drugim krogom, lahko rečemo. Podporo vam je izrazilo skupaj 23 svetnikov, če tako namignem na mandate v občinskem svetu, seveda gre za stranke in liste. To je obenem velika odgovornost, kaj ne? Drži, to je pravzaprav čast in navdih in energija, hkrati pa tudi zelo velika odgovornost. Jaz verjamem, da bomo odlično sodelovali, jaz verjamem, da bomo tiste ključne projekte skupaj nastavili, jih sprejeli in potem tudi peljali. Taka velika koalicija je pravzaprav čast, obenem pa pomeni tudi zavezo, da bomo skupaj res Novo Gorico premaknili v pravi smeri.
Se boste pogovarjali tudi z Goriško.si in SDS, ki nekako nista dala podpore, oziroma seveda Goriška.si je kandidirala s svojim županskim. Vsemi se bomo pogovorili, zato bo še čas v prihodnjih dneh, tako da tudi te pogovore bomo opravili. Če bi se pa kdo ne videl ali ne želel sodelovati, pa tukaj zagotavljam, da bomo tudi projekte opozicije obravnavali, jih uvrstili na mestni svet, tam o njih izvedli razpravo in če bojo dobri, jih bomo seveda podprli. Še ena stvar oziroma še en vidik kampanje vaš je bil gotovo velika podpora sedanjega premierja Roberta Goloba. Tudi sami ste večkrat v kampanji izpostavili, da je sedaj odprta nekako ta cesta do Ljubljane. Se lahko torej Mestna občina Nova Gorica tudi iz tega vidika nadeja kakšnih, bomo rekli, dobrot oziroma, kako naj rečem, naklonjenosti določenim projektom? Jaz si zelo želim, da ja. V nekem partnerskem odnosu tu že imamo določena zagotovila, da nam bojo vsi Novogoričani, ki so v tem trenutku v Ljubljani, stali ob strani. Seveda, če bomo pripravili ustrezne projekte in zagotovili, da bo razvoj in denar, ki ga bo zagotovila Ljubljana, šel res za tisto, kar bo prineslo napredek Novi Gorici. Se pravi, nekaj, ko pravijo, na lepe oči, ne pavšalno, temveč na podlagi pripravljenih, utemeljenih in dobrih projektov. Kar pa je seveda odvisno tudi od dobrega dela sodelavcev na občinski upravi. Tu pričakujete kakšne spremembe oziroma boste uvedli kakšne spremembe? Drži, delo občinske uprave je ključno pri pripravi projektov. Jaz verjamem, da je na občini veliko dobrih strokovnjakov, ki znajo opravljati svoje delo. Jaz jih želim motivirati, se z njimi pogovoriti in potem videti, kako in kaj naprej. O nekih posebnih kadrovskih postavitvah zaenkrat še nismo razmišljali, bo pa tudi to prišlo vsak čas na vrsto. Predtem boste torej zavihali rokave, danes smo vas recimo že pričakovali s kakšnim krampom, lopato, no malce za šalo, ampak dejansko bo poteklo nekaj časa, potrebno bo uvajanje, pred vrati pa je ta velik projekt leto 2025, Evropska prestolnica kulture, od katerega si veliko nadejamo vsi. Kakšen je vaš vidik? Bodo ti infrastrukturni projekti, ki jih je napovedoval župan Klemen Miklevič, dosedanji župan, torej lahko izvedeni, sploh govorimo o podhodu, o umiku infrastrukturnih železniških tirov, o samem centru na... No, kar se tiče sprememb na železnici, se pravi tega železniškega dela, tu imamo zagotovila Direkcije za infrastrukturo, da se bodo ti projekti izvedli do začetka leta 2025. Se pravi prenova javnega dela stavbe železniške postaje, umik tirov in izvedba podhoda. Edino, kjer se lahko zalomi, je pravzaprav pri izbiri izvajalca. Kar se tiče teh premikov, trenutno se izvajajo projekti, pripravljajo projekti za izvedbo, dokončani ne bi bili nekje do marca prihodnje leto in potem se bo takoj šlo v iskanje izvajalca. Tu je edino, kar se lahko zalomi. Kar se tiče pa preostalega, prav tistega, kar je povezano z Evropsko prestolnico kulture, pa jaz mislim, da bomo največ energije in moči posvetili ureditvi prizorišč kulturnih, tako v mestu kot na podeželju. Sem sicer optimist po srcu, vendar mislim, da za nek velik infrastrukturni projekt je žal prepozno. Kot je bil mišljen Epic Center? Kot je bil mišljen Epic Center. Sicer tudi to stvar bomo še enkrat pregledali in ugotovili, kaj se da narediti. Kolikor imam zdaj podatkov, se je Epic Center stavba izločila iz projekta in se zdaj projektira samo prenova in obnova Trga Evrope. Videli bomo, kako daleč smo s tem in izvedli vse tisto, kar se da izvesti. Ne smemo pozabiti recimo na amfiteater, ki se ga da zaključiti, pa na številna kulturne domove in druga prizorišča po krajevnih skupnostih in pa prizorišča tudi v samem mestu. Tu bomo naredili kar se da bi Evropska prestolnica kulture res pustila en tak pečat in da bi bili občani te občine na to leto polno prireditev ponosni. In predvsem, da bi bili tudi sami vpeti v dogajanje, kajti tu bo verjetno tisti ključni trenutek, ali bo uspešen projekt ali ne? Drži, tu si želimo vzpostaviti eno široko
linijo sodelovanja, vključiti šole, vključiti otroke, vključiti vse tiste, ki se vidijo zraven pri tem projektu, predvsem pa občankam in občanom predstaviti in razložiti, kaj pravzaprav ta projekt je in kaj pomeni za mestno občino Nova Gorica, ker se bojim, da so o tem zaenkrat premalo obveščeni in da se ustvarja mogoče nek napačen vtis, ki ga želimo popraviti. Veliko uspehov na tej poti in seveda vašemu županovanju v prihodnjih letih. Hvala lepa, da ste si danes vzeli čas. Srečno. Hvala lepa in lep pozdrav. Radio Robin.